svetopismo v najinem življenju, težko si predstavljava najino življenje brez svetega pisma. Zaznamovalo naju je, zelo zaznamovalo. Lahko rečem, da prav zaradi svetega pisma in zaradi vsakodnevne uporabe, če smem tako reči, svetega pisma ali vsakodnevnega druženja z Bogom preko svetega pisma, preko branja Božje besede, preko premišljevanja Božje besede, pa tudi preko tega, da si Božjo besedo kdaj podeliva med seboj, lahko rečeva, da midva ohranjava najin zakon, da ohranjava najino zavezo, sicer pa ne vem, če bi bila midva še skupaj. Vprašanje, a ne? Tako da jaz svetemu pismu gotovo in branju svetega pisma pripisujem tako velik pomen, da lahko rečem, da je to glavni, bi se reklo, glavni gradnik ali pa glavni, bi se reklo, ohranjevalnik in steber najine zaveze. Jaz se pa spomnim, kako sem včasih prebirala pravljice otrokom. Želeli so slišati vedno znova eno in isto pravljico, zato da so se lahko poistovetili, da so sami lahko nastopali v tisti pravljici. In se mi zdi, da je po eni strani zelo podobno, ko prebiram Božjo besedo vsak dan, velikokrat eden in isti odlomek, in vedno znova se me isti dogodek, isti odlomek lahko dotakne na povsem drugem delu mojega srca. Tam, ko jaz najbolj potrebujem Božjega dotika, ker prav preko svetega pisma se me dotika Bog, ker Božja beseda je Bog in Jezus je beseda. In zato je tako pomembno, da vsi začenjamo ali začnemo ali vztrajamo pri prebiranju Božje besede redno, vsak dan. Potem bo ta napolnjevala moje življenje, me zdravila, mu dajala polnino in pravi smisel. Zato povabljeni, da se odločite in da beremo skupaj.